Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi polovici julija, ki nam je ponovno postregel z obilico vročih dni, pa tudi kopico dogodkov, tako doma kot na tujem. Vsa Evropa se te dni ukvarja z grškim problemom, saj se dogodki dotikajo tudi nas, tako stališča varčevalnih kot drugih ukrepov. Ob tem pa kljub vsemu beležimo doma številne zanimivosti, ki vam jih predstavljamo v informativni oddaji tega tedna. Pred dopusti še seja Slovenjebistriškega občinskega sveta. Grajska tržnica s svojim pestrim spremljevalnim programom pritegnila tudi pozornost nacionalne televizije. V Grajski pristavi odprta razstava unikatne keramike, porcelana in stekla. Spominske slovesnosti na Menini planini so se udeležili tudi člani in simpatizerji Slovenjebistriške borčevske organizacije. V Bojtini pri Šmartnem na Polhorju prikazali košnjo po starih običajih. Ali bo bistriški mladinski center ponovno zaprl svoja vrata? Policisti med ostalimi dogodki pretekli in ta teden zabeležili velike kraje, ocenjene na več tisoč evrov. V rubriko Lokalne novice smo ta teden uvrstili dogodke, ki smo jih posneli v domači občini in na Menini planini v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp. V četrtek, 2. julija, se je na svoji 5. redni seji sestal občinski svet občine Slovenska Bistrica. Po ugotovitvi sklepčnosti in sprejetju dnevnega reda so v uvodnih točkah obravnavali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, odredbo o spremembah in dopolnitvah odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja, spremembe in dopolnitve odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg na Zgornji Polskavi, spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem, odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. V nadaljevanju so sprejeli sklep o uporabi manjše igralne površine na otroka in potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta Vrtec Črešnjevec ter sprejeli pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči. Obravnavali in sprejeli so tudi pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas v občini Slovenska Bistrica. V zadnjem delu seje so v prvem branju obravnavali akt o ustanovitvi varnostnega sosveta, podali mnenje lokalne skupnosti glede preoblikovanja pošte na Zgornji Ložnici ter sejo zaključili z odgovori na vprašanja in pobude in točko razno, pod katero je župan Ivan Žagar podal nekaj pojasnil v zvezi z glavarino. Slovenjebistriška grajska tržnica, ki je sicer odprta ob sobotah, je tokrat odprla svoja vrata izjemoma že v petek, 3. julija. Na tržnici ne ponujajo svojih pridelkov in izdelkov samo domači ponudniki, ampak se vedno dogaja še kaj zanimivega. Očitno je zanimivo dogajanje pritegnilo tudi pozornost nacionalne televizije, ki je v petek posnela dogodke za oddajo Dobro jutro. Na tržnici so se predstavile kmetije Hecl, Horvat, Črešnik, Konrad Pogorevc, Plečko, Kajzer, Gašparič in Ornik, pa zeliščar Boštjan Erker in Martina Brglez. Svoja vina je ponujal Božidar Zorjan, kulinarične dobrote so predstavile članice aktiva kmečkih žena iz Kočnega in Keblja, tukaj pa je bila tudi nepogrešljiva Pijina Cukr kuhna. Za dobro voljo so poskrbeli lajnar, harmonikar in ložniške ufrce.
Predstavila pa se je tudi slikarska šola Rudolfa Španzla, ki te dni poteka v Bistriškem gradu. V Centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici so 3. julija odprli razstavo z naslovom Moč vode, na kateri sta sodelovali članici Majolike, Kristina Čavničar in Natalija Zorko. Svoje umetnine iz keramike, visokožgane gline, porcelana in stekla pa je predstavila osrednja gostja in razstavljavka Marja Prelovšek, ki aktivno sodeluje na samostojnih in skupinskih razstavah po vsej Sloveniji in tudi na tujem. Ko slišimo besedo keramika, imamo najbrž v mislih samo uporabne izdelke lončarjev in keramikov. Vendar pa je glina neizčrpen vir ustvarjalnosti in sporočilnosti položena v zibel človeštvu, odkar to obstaja. Enako bi lahko rekli za porcelan in steklo. Moč vode pa je še posebej navdahnila Marjo Prelovšek, ki je svoje umetnine utkala poetično zgodbo, povezano z enim od elementov zemlje, z njeno modrino in skrivnostjo. Razstava bo odprta do 30. avgusta. V časih vse splošne mehanizacije so dnevi brez potuhe, ki nam jo daje tehnologija, le še meglen spomin. Ročne košnje na travniku, dokoder je treba peš, kjer ni signala mobilnega omrežja in ne brezžičnega interneta, ni običajna kulturna prireditev. Uprizoritev košnje po starem ni tekmovanje koscev, pač pa igra v naravi, s katero se je dramska sekcija Kuda Šmartno na Pohorju tudi letos poklonila običaju, ki je bil še nedolgo nazaj, pomemben del kmečkega poletnega vsakdana. V svežini jutra na 1. julijsko soboto so se pred Čotorovo domačijo v Šmartnem zbrali kosci. Podkrepljeni s šilcem domačega, s flanceti in delavsko pesmijo so se odpravili proti senožetu. Kviško poznih goje, glave, kakor da bi nas pozdravljale. Kviško poznih goje, glave, kakor da bi nas Za lažje brušenje in boljšo ostrino kos so svoje šapurje, narejene iz izdolbenih kravjih rogov, napojili z vodo in delo se je začelo. Po stari navadi je prvi vedno začel kositi najboljši kosec, ki je držal smer in ostalim narekoval tempo. Pokositi je bilo treba še zjutraj, saj se najboljše reže sveža, še rosna trava. Jutranji hlad pa je koscem tudi malo olajšal delo. Ideja za obuditev ročne košnje na Šmartem je zrasla iz želje po ohranitvi starega izročila, po spodbujanju sosedske pomoči in iz veselja ob prijateljskem preizkušanju spretnosti s koso. Vest se je razširila do sosednjih vasi ter v mesto, zanimanje za sodelovanje pri uprizoritvi kmečkega običaja pa je spodbudilo že 4. ponovitev košnje na roko. Na Šetorov travnik prihajajo kosci, ki se sami še spominjajo ročnega spravila sena. Se spomnim kot mlad fant pri 13 letih, ko je kosilo po 15-20 kosov in takrat so imeli dosti večje kose, daljšo rezino, tudi do 1,10 metra in so kosili od zore do 9. ure dopoldan, potem so imeli počitek in pa od 4 popoldan do poznega zvečera. Kosa mora biti dobro sklepana, dolžine 80 cm, in pa da je absolutno, da je rosa, ker če ni jutranja rose, potem tudi kosa slabo reže. Veščina rokovanja s klasičnim kmečkim orodjem je pritegnila mlajše generacije. Kaj pa se udeležujete teh dogodkov? Ja, zato, da pač bi nekako obujali te stare običaje, način košnje, ki je verjetno sedaj že starel, no, če lahko tako rečem. Ste se tukaj naučili kositi? Ne, že prej, doma, na kmetiji. Sicer se to sedaj bolj poredko uporablja, ampak še vseeno znamo. V košnji pa se radi preizkusijo tudi tisti, ki klasičnega kmečkega opravila niso toliko navajeni. Nekdo bo rekel, da sem mestjanarsko dete, ampak in da sem se potem pač v najstniških letih potem naučil kositi. Skratka, nisem se tu naučil kositi, učil sem se doma na našem bregu gor, tam sem se naučil kositi. Še zdaj ne rečem, da znam kositi,
pač malo maham, trudim se, tudi potegnem. Moji prijatelji mi priskrbijo koso takšno, da reže, da je sklepana, da je nabrušena in potem jaz pač se pridružim to vse skupaj in načelno pravijo, da znam. Mozaik nostalgičnih spominov na ročno košnjo ne bi bil popoln brez tradicionalnega zajtrka za kosce. Kar se tiče hrane, so to tradicionalno žganci, gobova juha, kislo zelje, čaj, absolutno s prikolico, s priboljškom bom rekla, in pa gibanica, potica so včasih rekli, krušna potica. In tega so seveda kosci že malo utrujeni, tudi najbolj veseli. No, istočasno, ko so začeli oni kositi, smo mi začeli s pripravo zajtrka in ko so oni imeli za sabo, tako sem že prej rekla, 2 uri košnje, smo prinesle zajtrk, jih pogostile in nato prijele grablje, začele ob straneh iz senc grabljati travo, da se je lažje sušila do naslednjega dne, odvisno od lepega vremena, drugače pač še en dan več ali pa 2, če je kakšna ploha vmes. In smo pomočnice oziroma njihova, kako naj temu rečem, brez grabljic ne gre. Do 10, ko je sonce že skoraj posušilo roso, je bilo delo na travniku končano. Kosci so odložili svoje kose, se posedli okoli polnih sklet in kot prej za delo, zdaj pridno prijeli za žlice. Pri likopu na travniku so se jim pridružili tudi udeleženci pohoda po gozdno-učni poti Bojtina. Predvsem je pomembna zaradi tega, ker je zelo veliko znamenitosti na tej učni poti, pa tudi turistična, tudi zelo zanimiva. Že za samo predstavitev kraja in kraja Bojtine, to je bistvo, no? In da predvsem da mlade vabimo k ogledu teh znamenitosti, ki so že bolj kot ne pozabljene. No? Pot je krožna, dolga nekje 3000 metrov, se pravi 3 km, ki jo nekje z normalnim tempom prehodimo v 1,5 ure. Z razlago in da se ostajamo na vseh teh točkah, pa ogled traja tam nekje 2,5 ure, odvisno seveda od skupine in od njihovih želja. Na sami poti imamo ogromno kaj pokazati, so razne pojavne oblike gozda, ki so redkost na tej nadmorski višini. Imamo recimo jevšev log, imamo hrastovje, bukove stelnike, potem so še tu naravne geološke znamenitosti, kot so rimski kamnolom v Bojtini, ki je znan, da so ga izkoriščali že Rimljani. Potem je še tu, so potem te lipe, kresnikove lipe, ki so tudi dendrološki naravni spomenik. Potem je še muzej, hiša, stara hiša, Ferdinandova domačija, ki je en del ohranjen, stara kuhinja in pa seveda tista soba, kjer so ljudje včasih živeli. Na sami trasi še pa seveda najdemo marsikaj zanimivega, odvisno seveda od letnega časa. V soboto, 4. julija, nekoč smo na ta dan obeleževali dan borca, so občine Zgornje Savinjske doline, Celja, Kamnika, Maribora in Zasavja vabile na spominsko slovesnost ob 70. obletnici legendarnega preboja iz sovražnikovega obroča na Menini planini in 70. obletnici osvoboditve. Slavnostni govornik je bil Franc Sever Franta, eden od komandantov operativnega štaba 11. in 16. operativne brigade. Slovesnosti na Menini planini so se udeležili poslanci državnega zbora, predstavniki nekaterih občin, preživeli borci z Menine planine, veteranska društva, Slovenska vojska, planinci, pohodniki in drugi. Iz Slovenske Bistrice so se na Menino planino odpeljali 4 avtobusi članov Slovenije bistriške borčarske organizacije in njihovi simpatizerji. V programu so sodelovali godbana pihala Zgornje Savinjske doline, moški pevski zbor Bočna, učenci osnovne šole Gornji Grad in enota Slovenske vojske. Krasen sobotni dan je bil pravšnji trenutek za učno uro zgodovine ter obujanje spominov na herojske partizanske boje na Menini planini, kjer so se borke in borci z nadčloveškimi napori, skoraj brez orožja, lačni in prezebli, s pomočjo ukane prebili skozi sovražnikov obroč, ki je bil v ogromni številčni in oborožitveni prednosti.
Po uničenju pohorskega bataljona 8. januarja leta 1943 na Usankarici se je namreč težišče boja na Štajerskem premaknilo na širše območje Menine vse do Save. Upor se je kot požar širil nad Logorsko dolino v srčje Kamniško-Savinjskih Alp, imel množično podporo prebivalstva, predvsem pa visoko domoljubno zavest in tovarištvo. Kot je v svojem nagovoru povedal legendarni komandant Franz Sever Franta, je treba še posebej izpostaviti borke in borce Šlandrove in Zidanškove brigade ter bataljona VDV, ki so izvedli enega največjih podvigov slovenske osvobodilne vojske na Štajerskem. O tem je pisal tudi v svoji knjigi z naslovom Past na Menini planini Franz Sever Franta. Na slovesnosti so se poklonili tudi številnim žrtvam, ki so padle v bojih na Meninski planoti, povsod je odmevala partizanska pesem, zaveza vseh pa je bila nikoli več vojne, strahot in pustošen, predvsem pa hlapčevstva na svoji zemlji. Člani upravnega odbora Kluba študentov Slovenska Bistrica so na novinarski konferenci v ponedeljek 6. julija 2015 javnost obvestili o prekinitvi sodelovanja s podjetjem Bitspot, ki je v Mladinskem centru na Placu opravljalo gostinsko dejavnost. Na klubu so se za prestrukturiranje delovanja odločili predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev po Dnevu ljubezni, projektu, ki so ga bili zaradi obilnega dežja primorani odpovedati. Odpoved dogodka, ki za primer slabega vremena ni bil zavarovan, je proračun Bistriškega kluba študentov oškodovala za več kot 14 000 evrov. O razlogih za prekinitev gostinske dejavnosti v Mladinskem centru smo se pogovarjali s predsednikom kluba študentov Matevžem Skrbišem. Konkretno narobe v našem poslovanju ni šlo nič. Problem so bili so še vedno fiksni stroški in predvsem naši vrebni stroški, ker mi sami kot klub študentov nismo več bili primorani izvajati projektov v samem prostoru. Fiksni stroški, stroški elektrike, ogrevanja, interneta, televizije, varovanja so na mesec znašali okrog 1000 evrov. Kaj pa vaši načrti za prihodnost? Naši načrti za prihodnost, sicer zdaj par mesecev malo mirovanja, nato pa začnemo z oktobrom na polno. 10.10.2015 planiramo Bistriško noč ljubezni, ki bo nek nadomestek Dneva ljubezni, ki je odpadel. Potem bomo poskušali še čim bolj udejstvovati kulturno, raznimi temi potopisi, drugimi predavanji in pa izobraževalno, raznimi delavnicami, predvsem za študente, kot so recimo kako začeti svoje start-up podjetje, Excel napredni in ostale podobne dejavnosti. Probujemo tudi biti imeti donatorsko noto oziroma dobrodelno noto, kar pomeni, da bomo dali del stopnine od Bistriške noči ljubezni in pa del stopnine od stand-upa, ki ga bomo izvedli decembra v dobrodelne namene, predvidoma šolam v Slovenski Bistrici oziroma katerekoli druge organizacije. Sprememb v upravnem odboru kluba študentov ne načrtujejo, pravijo, da jih je kriza povezala in okrepila, ter obljubljajo, da bojo jeseni finančno močnejši ponovno začeli izvajati projekte. Sodelovanja z novim gostinskim partnerjem študenti ne načrtujejo. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 9 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 goljufiji in 1 ponarejanje listin. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na deponiji gradbenega materiala iz delovnega stroja ukradel 100 bakrenih električnih kablov in ga s tem onesposobil. Škoda je ogromna. Nekdo je s parkiranega avtomobila snel vratna ogledala, s tem pa lastnika oškodoval za 50 evrov. Na bencinskem servisu pa je znani storilec natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal škode za 26 evrov. Znana oseba si je od oškodovanke sposodila 1000 evrov, ki pa jih ni vrnila. V domu za starostnike pa je nekdo stanovalki iz denarnice izmaknil 150 evrov. Znana oseba je 2-krat ponaredila izvid psihiatrične ambulante, s čimer je zdravstveno zavarovalnico oškodovala za 70 evrov. V gostinskem lokalu pa je neznani storilec na Takarici izmaknil mobilni telefon. Na dvorišču zapuščene kmetije so našli lahek priklopnik, ki je bil ukraden na območju konjiške policijske postaje. Zgornja Ložnica.
Iz stanovanjske hiše je nekdo ukradel 770 evrov. Čadram. Tukaj je nekdo vlomil v hladilnico in izmaknil parni čistilec, škode je za 3500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 10 prometnih nesreč, izdali 26 plačilnih nalogov, odzeli 7 vozniških dovoljenj in zasegli kolo z motorjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Posredovali so tudi na Leskovcu, kjer je neznana oseba po travniku polila gnojnico, in v Čadramski vasi, kjer je strojevodja z lokomotivo trčil prometni znak. Policijsko posredovanje pa je bilo potrebno tudi na Leskovcu, kjer je zagorelo gospodarsko poslopje, in na Pesku, kjer se je smrtno ponesrečil pohodnik. Na Križnem vrhu pa so s pomočjo zdravnice preprečili poskus samomora s strelnim orožjem. Spoštovani, informativna oddaja je končana, vročina neusmiljeno trka na naše duri, zato pazite nase, ne izpostavljajte se soncu, če to res ni potrebno. Zagotovite pa tudi domačim živalim dovolj pitne vode in sence, v prometu pa ne pritiskajte na plin, kajti visoke temperature zraka že same po sebi povzročajo neugodno in razdražljivo počutje voznikov. Pa srečno, kjerkoli že boste.